Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes sem govorila z eno simpatično gospo, s katero se leta poznava in pravi, jaz imam občutek, da moja vranica ne deluje dobro. In mogoče ta isti odgovor za vas, zaradi tega, ker me je spraševala, katere stvari bi ji pomagale pri vranici. In zdaj mogoče vi niti ne veste, da imate težave z vranico. In prva stvar, ki je prišla skozi mene, ko me je spraševala, sem rekla, vzhodna kultura, ženske nosijo sari. In sari vemo, da je zavit okrog in na tem levem predelu je odprt. No, in tisto znanje, ki sem ga jaz pridobila preko šolanj, ko sem se šolala, glede energijskega zdravljenja, je bilo to, da vranica se napaja z energijo, sončno svetlobo. No, zdaj pa poglejmo zimo, kako izgleda. Vsi smo zadekani, zmrznjeni in tako naprej. In ko nam zmanjka toplote v našem telesu, enostavno vranica začne pešati. In potem pomladi, ko se ogreje, ko se malo slečemo, ko se nastavimo soncu, se vranica spet napolni z energijo in imamo občutek, da imamo energijo. Zdaj pa prvo stvar poglejmo. Kako veste, da imate mogoče težave z vranico? No, prvi pokazatelj je sigurno ta kronična utrujenost, brezvoljnost, mentalna megla, težave s koncentracijo, preobremenjenost, občutek, tako vsega je preveč se nabral. Potem recimo pretirano razmišljanje, zaskrbljenost, ko vam, zadnjič je bila pri mene ena gospa in sploh se ne more umiriti in sem njeno, se rekla, pač tikala se. Se rekla, ti si tako kot zlata ribica, ali pa riba, ki se počuti preganjena. Dejansko, tako, bega sem, tja, gor, dol, gor. Rekla pač, ustav se, umiri se. In kaj se je pri njej zgodilo? Da je prišla do te zbeganosti, ker povezano je sigurno tudi z vranico. Smrt mame, dediščina, pohleb brata in v bistvu njej se je sprožil program preživetja, sirote, nemoči. In poleg tega je potem še zbolela in vse skupaj se je zgodilo, da ji zdaj grozi še, da bo brez službe ostala. Pa še mož je zbolel, pač tako. Začelo se je dogajati, da enostavno tone in prva stvar sem prepričana, njena vranica je popolnoma izčrpana. No, drugi znaki so tudi lahko težave z prebavo, slab apetit, želja po sladkem, bled obraz, tak zelen, pepelnat obraz, blede ustnice, zadrževanje vode v telesu, se pravi, limfa ne deluje dobro, hladne roke, noge, kronična utrujenost, posebej po jedi, ko pade energija. No in zdaj, če najprej pogledamo čustveno ozadje, pa bomo pol šli še na tisto, katera hrana, kateri vitamini vas podprejo. Prvo zadevo vam želim to čustveno ozadje. To v bistvu kažem v okviru mojih tečajev. In to je tisto, kar razlagam, kako težka čustva obremenijo naše telo in ko dajemo pozornost na težka, negativna čustva, dejansko se naše energijsko polje nasiči z negativno energijo. In zastre vse dobro, se pravi, na čustvenem področju ugasnemo sonce, ugasnemo radost. No in prav to je na čustvenem področju, če želimo, da vranica dobro deluje, bi mogli narediti nekaj takega, kar nas razveseli, kar prinese radost v naše življenje, kar prinese veselo energijo. Sončna energija napolni našo vranico. No, zdaj pa naslednja zadeva, katera zelišča nahranijo našo vranico, je pa vse, kar nosi toploto. In sploh zdaj v zimskih mesecih. Mi bi mogli jesti tople juhe, tople napitke, piti tople čaje in uporabljati zelišča, ki grejejo. Zdaj, to je v bistvu malo znanja ajurvede, ampak vemo, da pekoča zelišča vsa grejejo. Zdaj pa poglejmo kaj. Česen, pekoča paprika, rdeče zadeve, vse to greje naše telo. Tako da karotenoidne snovi grejejo naše telo, česen, hren, tudi zelišča, ki imajo oster vonj. Tako da izmed prehranskih dopolnil za vse tiste, ki ste kronično utrujeni zdaj in ko samo rečete, ja, to sem jaz, ja, pozimi sem taka. Za tebe bi bilo, vzem najprej Pro-Vitality Plus, pa mogoče boste rekli, vedno govoriš o tem Pro-Vitality Plus, ampak zakaj?
ker ima notri karotenoid kompleks. To so izvlečki iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja. In če to kapsulo date čez pol, imate občutek, da jeste koncentrat paprike. Pekoča zadeva je. Se pravi, to je prva zadeva, noter je tudi čili, ki deluje na to, da ogreje naše telo, rdeča barvila. Naslednja zadeva, česen. Česen, koliko vemo, da topi sluz, da deluje na to, to so česnove tablete, pač mi jih uporabljamo, ne? Ker česnove tablete vsebujejo česen, por, čebulo, drobnjak, se pravi čebulnice, ki delujejo na to, da naše telo se začne segrevati. In sploh takrat, če recimo zbolite, lahko vzamete tudi na par ur po 3 te česnove tabletke, zraven še C-vitamin in se vam okrepi imunski sistem. No in naslednja zadeva, to je pa nekaj, kar je čudežno. Pekoča paprika, hren, potem je noter kajenski poper, potem so zelišča za dihanje, kot je timijan, Resp X. To je pa, pač ne govorim veliko o tem. Ampak zdaj le mogoče prav za vse tiste, ki ste tako, pa prehladi, pa zima, pa to grdo vreme. Dejte napolniti svojo vranico. Mogoče pejte kdaj v savno, da se fajn prepotite, da se segrejete. Pijte tople zadeve, pijte čaje, pijte juhe, kuhajte juhe. Pač tople zadeve in uporabljajte. Česen in Resp X. Zdaj Resp X je ta izdelek, oziroma to prehransko dopolnilo, je taka stisnenka in če jo ližete, je pekoča, je res pekoča. Tako da, jaz jo uporabljam na ta način, ampak pol, ko preveč začne to peči, enostavno pogotnem dol. Resp X je drugače, se pravi to prehransko dopolnilo, namenjeno za zmanjševanje alergij, sploh deluje na dihanje, in sploh za vse tiste, ki ste alergični na cvetni prah, kot je leska, kot je breza, pač celo pomlad ste celi zabuhli. In se močno zmanjša pač vnetje sluznice v vašem telesu in lažje preživite te pomladne mesece. Leska, po moje, že cveti. Tako da, če že čutite kakšno alergijo, to je naravna podpora vašim dihalnim potem in poleg tega vsa ta zelišča grejejo vranico. No, in zdaj, če naprej pogledamo, kaj lahko še naredite, zato da boste bolj nahranili vašo vranico, se pravi, zeliščna podpora, sladki koren, ingver, itak. Tukaj noter je tudi ingver. Ingver, hren. To je koncentrat. Pač da naribate tega, ampak v glavnem vzamete. Potem korenček, janež, kumina, kamilica, cimetova voda, zjutraj, pač vse, kar greje. Recimo cimet, kurkuma, kurkumin, spet vse to greje naše telo in greje vašo vranico, ki ta trenutek vpliva na to, da ste vi močni, da je vaš imunski sistem močan. In če se vam bolj dogaja, veste, ko bo majčken sončka, da ste čisti izpraznjeni, dajte se samo uležt na sonce in dovolite, da se leva polovica telesa napolni s sončno svetlobo. Boste videli, lažje bo. No, tako da, to je tisto, kar sem želela za vse tiste, ki ste zdaj v teh februarje. Energijsko izpraznjeni in ko čutite, da potrebujete nekaj, dajte dodati čim več toplih zadev. Da pogledam, čemu se izogibati. Surova zelenjava v večjih količinah, stari ljudje so itak vedeli. Kuhano zelje, kislo zelje, zeljna juha, jota, pač to je prehrana naših prednikov. Potem sladkor in bela moka, to dajte stran. Mlečni izdelki v večjih količinah povečujejo vlago v našem telesu. Vse ledene pijače, mrzle pijače in en tak veliko opozorilo, izpuščanje obrokov povzroča, da se vaša vranica izprazne z energijo. In če je le možno, dobro, mene te stvari majčkeno zanimajo, energije, zdaj prihaja leto ognjenega konja, se pravi po kitajskem horoskopu, prinaša ogenj v naše življenje, se pravi več strasti, več energije. To je super.
Ampak, če vam odteka energija, ker vemo, pač vse je vse energija, ne? Če vam odteka energija, da ste recimo obrnjeni, jaz sem mojo pisalno mizo obrnila proti severovzhodu, zaradi tega, da priteka nova energija. Pospravite šaro, dajte stran stvari, ki vas že tako ali tako nervirajo, pa ne bo to lahko neka šara shranjena, ali pa majčkeno odstranite ljudi, ki vam skačejo v glavo, a ne? To pomeni modrost. Modrost je pa povezana s tem, da če se nekdo zaletava v vas, lahko stopite en korak stran, pa naj se zaletava v steno. Pač to ni vaša odgovornost. Gre se za to, da vnašate mir v svoj sistem. In če vam še enkrat pokažem to sliko, se pravi, vnašajte čim več dobrih, lepih mehurčkov energije v svoje telo. In stran od vsega negativnega, od jamranja, od pritoževanja, do tega, da poslušate pritoževanje, do tega, da poslušate ljudi, ki vam govorijo, veš, leta 2 pa 3 nisi naredila tega pa tega. Spustite vse tisto, kar vam vnaša nemir. Od dogodkov, stvari do ljudi. Ljudje, ki ne morejo iti naprej, enostavno bojo vse naredili, da bodo vas potegnili v svojo dramo. Vse. Zato je tukaj modrost. Ne? In verjamem, da ste dovolj modri, da lahko stopite en korak nazaj. No, danes sem govorila z eno meni tako drago gospo, stara je 84 let, Tončka. In njena modrost in njeno življenje ni bilo poslano z rožicami. Od tega, da je raka prebolela, do ločitve, do težkega življenja. Ampak ona sije na ta svet s tako ljubeznijo, s tako dobroto, s takim žarom. Glejte, a ni to vse, kar imamo? Življenje. A ni to vse, kar imamo? In zato se ne ubijati stvarmi, na katere nimate vpliva. Se sikirate na zalogo. Kaj, če se zgodi, če bo, če ne bo? Rešujte sproti, ko pridejo zadeve in pustite, se pravi že, mislim, da Sveto pismo, da teža dneva je že sama po sebi dovolj velika. Ne rabiš premlevati preteklost, ne potrebuješ skrbi prihodnosti, ampak se ukvarjaj s tem, kar je danes. No, tako da, vem, da je lažje reči, kot pa narediti, ampak še vedno, to je tvoja odločitev. To je tvoja odločitev in če ti rečeš, zdaj pa dost, danes rešujem to in pustimo vse ostalo. Ni druge, to so tvoje odločitve, ne? Ker s tvojo glavo misliš samo ti. Dajmo pogledati nekaj sporočil, kart prehodu na vodovo, da vidimo, kaj je za tebe ta trenutek zelo pomembno. Čiščenje preteklosti. Vzorci, ki ti jih je, ne vem, mama naložila. Daj malo potrp, pa stisni zobe, bo že nekako. Ne, postav se zase. No, glih danes sem pa s to gospo govorila, ki je za Vranico spraševala, sem rekla, ker poznam, ki je dela, sem rekla, lej, tebi so dali steno pred pisalno mizo. Postavi se zase in zahtevaj, da ti dajo pisalno mizo proti oknu, proti vzhodu, da se napolni z energijo. Pa se ni čudnega, da imaš zastalo energijo, če ves čas gledaš v steno. To so pomembne zadeve, veste. Naredite si vaš svet lep. Naredite si vaš svet lep. Zdaj sicer se ne vidijo tle gor, te moje kreacije, lejte vam pokažem, te moje kreacije, to so slike mir, ljubezen, harmonija. In te slike sem že davno slikala, ampak v glavnem, naslikaj si tisto, kar ti želiš. Imaš možnost. Naredi svoje okolje tako, da tvoja duša poje. Naslednja zadeva. Naravnaj se na frekvenco obilja. Ne na pomanjkanje, ni tega. Ja, vedno bo nekaj falil, pa saj vemo. Vedno nekaj fali, ampak to je tvoja odločitev. Naravnaj se na frekvenco tega, kar ti želiš v tvojem življenju. In naslednja zadeva, solarni pleksus, to je pa energija mame.
To je pa energija vzorcev, ki so povezane s popkovino, ki so povezani s tem, kako so ti govorili, ko si bila majhna punčka, ko so ti govorila, pa majhen fantek. Fantki ne jokajo, punčke, moraš biti pridna, lepa, kako si se umazala, nisi dovolj lepa, nisi dovolj pridna. Pač en kup enega balasta, ki ga zdaj v odrasli dobi čistimo. No in tukaj je potem nova energija, tvoje življenje prihaja, nova energija, nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred teboj je novo obdobje. V to sem res prepričana. Pred nami je sigurno novo obdobje, tudi če poslušate kakšnega astrologa, res prihajajo tako, res novo obdobje, ampak v vsakem obdobju, pa kadarkoli se znajdemo, kjerkoli, a ni najbolj pomembna zadeva to, da ohranjamo svoj notranji mir, da smo sami s sabo zadovoljni, da smo zadovoljni s svojim svetom, tudi če je okrog nas karkoli, gre se za zadovoljstvo, ja, in če ne zmoreš, pojmo nazaj, počisti vzorce, ki so ti jih natrpali v glavo, ko si bila majhna ali pa ko si bil majhen. In zdaj pa naprej poglejmo, v šotove karte imam. Zaupaj, vse bo v redu, prepusti se. Leto, majhna punčka, ki gre naprej. In zdaj si velika dama, ampak v sebi nosiš to majhno punčko, ki bila mogoče prestrašena, ranjena, ki ni zmogla postaviti meji, ker je bila majhna, ampak zdaj si odrasla. In zdaj lahko postaviš meje in se postaviš za sebe. In zaupaj, vse je tako, kot je prav. Vedno si na pravem mestu, tukaj, kjer si, je pravo mesto za sebe, zato da boš naredila svoj korak naprej. In prepusti nadzor, stvarstvo, zanimivo, ne? Dobila vodstvo, zaupaj in nadzor. Prepusti ga, pač nehaj se vklepati nečesa, ne, teh togosti. In čas je za premik. Zanimivo. Ta karta je lenoba, ko se nekaj ruši okrog tebe, ker te življenje hoče naprej poslati. Življenje hoče narediti silovit preboj naprej. Zdaj vse skupaj govori dejansko o tem, čas je, da se premakneš nekam naprej. In če občutiš, da si nekje obtičala, je to zato, ker se vklepaš preteklosti. Samo zato. In mogoče se vklepaš varnosti, mogoče se vklepaš vzorcev, mogoče se vklepaš, ne vem, sama pogrontaj česa, varnosti glede preživetja. In dajmo pa naprej pogledati, čas je za tvojo ustvarjalno energijo. Iz srca, iz srca. Samo to. Iz srca gre energija naprej. Iz srca širiš svojo energijo naprej, ker imaš to tišino v sebi. Zanimive karte, da? Ok, dajmo samo še naprej pogledati, 3 dele bom še potegnila. V glavnem, kaj ti stvarstvo sporoča nekje za 3 mesece naprej, prav? Tole, zdaj bo vsak čas pomlad, vsak čas, zdaj bo Valentinovo. Kaj ti stvarstvo sporoča? Proslavljanje zmage. Skrinja zakladov, pač, kaj še hočeš? Čisto in jasno izražanje tvoje resnice. Kraljica, pač meči pomenijo jezik, izražanje tebe, se pravi, izražaj se. Bodi jasna v tem, kar čutiš, kar imaš za povedati. In potem, to je tvoja zmaga in tvoj napredek, tvoja nagrada, tvoj zaklad. Zdaj, kako ti bo to vesolje dostavilo, nimam pojma, ampak očitno skozi tvoje izražanje boš prišla do tega, kar ti pripada. Zdaj pa, kako se bo to zgodilo, nimam pojma. Pusti se presenetiti in če z določeno stvarjo nisi zadovoljna, reči, vesolje, dostav mi to, kar je želim. Zato jasno tudi povej, kaj želiš in pol boš videla, kako se čudeži dogajajo okrog tebe. Tako da, lep dan želim, uživaj in naj te vesolje preseneti. Bodi zahtevna glede tega, kar ti hočeš in ne pristajaj na manj, na manj, kot ti pripada, oziroma kot veš, da je tisto, kar je zate dobro. Tako da, ja, uživaj, naj bo tole potovanje sama radost, nič drugega. Uživaj.